Lepo pozdravljeni. Severin Lipovšek, magister kinezoloških znanosti, kondicijski trener vrhunskih športnikov, terapevtski maser in pa strokovnjak in svetovalec na področju športne in splošne prehrane, je tudi avtor knjige Moč prehrane v športu. Glede na njegov izjemno zaseden urnik smo resnično veseli, da smo ga le ulovili, da nam pove svojo izkušnjo s knjigo Maščobe kot gorivo, saj je le avtor predgovora k slovenski izdaji knjige. Severin, dobrodošel in hvala lepa, da si vzel čas. Najlepša hvala za povabilo. Povej nam za začetek, kakšna je tvoja izkušnja s ketogeno prehrano in kako si sploh prišel v stik s knjigo Maščobe kot gorivo? Ja, ketogena prehrana je zagotovo ena glavnih stvari, ki se dogaja na področju prehranjevanja in zdravja, in seveda kot raziskovalec to spremljam zadnja leta, in ta knjiga je eno izmed tistih osnovnih čtiv, ki je v teh letih tudi prišlo na trg. In tako sem zelo vesel, da imamo prevedeno v slovenščino, da sem lahko dal predgovor, ker mislim, da ta knjiga je ena tistih, ki lahko reši mnogo življenj oziroma pomaga boljšemu zdravju ljudi, saj ketogena prehrana to omogoča, in v tej knjigi je res dobro napisano, kako začeti, kje nam lahko pomaga, kako recimo res priti do boljšega zdravja oziroma pozdraviti mnoge bolezni, ki nas pestijo v tem času. In zakaj v bistvu gre pravzaprav sploh pri ketogeni prehrani? Kakšno prehranjevanje je to? V bistvu se ketogena prehrana dotakne tistih osnov same presnove hrane. Ugotovljeno je, da mnogo sodobnih bolezni ima vzrok v napačni presnovi hranil, živil, prehranjevanja, in ko se ta presnova v telesu dejansko poruši, nastopi bolezen, porušeno zdravje. In kako tega vrniti izmed vseh teh diet, ki obstajajo, mislim, da je ketogena prehrana daleč najbolj primerna in tudi učinkovita. Ima veliko nekih znanstvenih osnov, ogromno študij se izvaja, k sreči pa tudi praksa potrdi veliko uspešnost takega načina prehranjevanja. Mnogim se zdi ekstremen, saj kakor vemo, iz prehrane izloči ogljikove hidrate, vendar ravno ogljikovi hidrati in preveč beljakovin so tisti, ki v največji meri zmotijo črevesno floro, presnovo hrane in s tem tudi celoten sistem, celotno zdravje. Kar je pa seveda odvisno od posameznika do posameznika, da ne bo pomote, da ta knjiga lahko pomaga vsem. Prepričan sem pa, da mnogim, in to veliko bolj uspešno kot tudi farmacija oziroma zdravila. Živimo v času, ki ga resnično pripravlja morje informacij o tem, kaj je koristno in zdravo za nas, in med drugim tudi o zdravem načinu prehranjevanja. Tisto, kar mene zanima, je v bistvu, kako sploh prisluhnemo svojemu telesu in kdaj vemo v bistvu, katera prehrana oziroma način prehranjevanja je za nas najboljši. Ja, to je tista problem, ki nastane pri vsem tem, ker zelo težko vedno ugotovimo, katera prehrana je najboljša. Kot sem rekel, ni enega recepta za vse, vendar če imamo težave s samo presnovo, v bistvu z inzulinom, presnovo ogljikovih hidratov, na katero je vezanih mnogo bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, mnogih vrst raka, kognitivnih bolezni, Alzheimer, Parkinson, demenca in tako naprej. Večina teh bolezni je povezanih z napačno presnovo oziroma preslabo presnovo, napako v metabolizmu, in če imamo takšne težave, je lahko ketogena prehrana izjemno učinkovita, uspešna. Priporočam pa obisk strokovnjaka, tudi zdravniški pregledi, da ne bomo zdaj izključili uradno medicino. Zdravniški pregledi so nujni, krvna slika, in potem strokovnjaki v pogovoru in prek krvnih analiz v bistvu svetuje, ali je ketogena prehrana primerna ali ni. Tako da v bistvu je tak prvi korak, na katerem določimo, ali je ta dieta primerna za nas ali ne. Predvidevam pa, da vsaj za 70% primerov zagotovo, saj so bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen, rak, tiste, ki v tem času v bistvu dominirajo med boleznimi. Verjetno si pa ne moramo škodovati, če preizkusimo tak način prehranjevanja in opazujemo v bistvu, kaj se nam dogaja s telesom, tudi če nimamo nekih zdravstvenih težav. Ne, zagotovo ne. Vemo, da post je ena izmed tistih prehranskih strategij, ki so značilne za vse kulture in vere na tem svetu, tako da izločitev ogljikovih hidratov iz prehrane nima tako drastičnih posledic, kot trdijo zdravniki oziroma uradne smernice, kvečjemu ravno kontra, imajo veliko pozitivnih učinkov, tako da telo je navajeno živeti brez ogljikovih hidratov, saj hidrati in sladkorji niso esencialno hranilo, tisto, ki moramo vsak dan pojesti. Kljub temu, da so nas tudi na fakulteti učili v predmetu fiziologije, da ni tako.
telo je zelo fleksibilno in če poskusimo tako prehrano, v bistvu lahko potem vidimo, ali smo zdravi ali imamo kakšne težave. Večina ljudi se pa počuti boljše. Večina ljudi. To je obetavno. Severin, hvala lepa. Za tole želimo ti še veliko uspeha pri tvojem raziskovalnem in praktičnem delu. Vam pa hvala lepa za pozornost in imejte se čudovito.